Na to prvo nedeljo po Božiču, ko smo še vedno potopljeni v veselo praznično vzdušje, nas Cerkev vabi k zrenju svete družine iz Nazareta. Evangelij nam predstavlja Marijo in svetega Jožefa v trenutku, ko 40 dni po Jezusovem rojstvu gresta v tempelj. Gresta v pokorščini k Mojzesovi postavi, ki je predpisovala, da se prvorojence daruje Gospodu. Tako je papež Frančišek začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Papež je bil po molitvi in blagoslovu z mislimi pri potnikih izginulega malezijskega letala med letom iz Indonezije v Singapur in pri vseh tistih, ki so bili na Jadranskem morju vpleteni v različne pomorske nesreče. Z vsem srcem in molitvijo sem blizu domačim ter tistim, ki v strahu in trpljenju preživljajo te težke trenutke, kakor tudi tistim, ki so vključeni v reševalne akcije. No, to je papež še naprej razmišljal o družini iz Nazareta. Lahko si predstavljate to malo družinico med vso to množico ljudi na velikem dvorišču templja. Je neopazna, ne izstopa, pa vendar jo opazijo. Dva starčka, Simeon in Ana, po navdihu svetega duha, sta se približala in začela hvaliti Boga za tega otroka, v katerem sta prepoznala Mesija, luč v razsvetljenje poganov in uzveličanje Izraela. Preprost trenutek je, a poln preroštva, saj gre za srečanje mladih zakoncev, polnih veselja in vere zaradi Gospodovih milosti, in dveh starčkov, ki sta tudi polna veselja in vere zaradi delovanja svetega duha. Zaradi koga so se srečali? Jezusa. Jezus je tisti, ki zbližuje generacije, je zbranim na trgu svetega Petra dejal papež Frančišek.